Že 9-krat sem tole posnela, uvod sam, probimo, če bo 10-tič šlo. Tako da, čas je za petek in Frodini metek s Hano Paletič. In kaj je bilo kaj novega prejšnji teden? Prejšnji teden je bilo novega, da je snežil. Kaj bo pa ta teden novega? Vam bom pa jaz zdaj povedala. Torej, mi še vedno iščemo prostovoljce, da bi pomagali v teh kriznih časih, v bistvu predvsem tistim, ki ne zmorejo sami, starejšim in tisti, ki pač rabijo pomoč. Tako da, če ste stari na 18 let oziroma ste zdravi in se vidite v tej luči in si želite pomagati, imamo mi obrazec na spletni strani, na naši Facebook strani, kjer ga izpolnite in ste v bistvu upisani v bazo prostovoljcev in potem čakate, da vas pokličejo, je pa v bistvu zajema delo, raznašanje hrane in take različne preproste stvari, ki v tem času veliko pomenijo. Tako da, to. Druga stvar je, če ste starši oziroma če ste v osnovni šoli, srednji šoli in že ne veste več, kaj bi delali, ali pa rabite mogoče malo breakout šolskih stvari, lahko imamo mi za vas en kotiček, kjer imate razna luštna gradiva pripravljena, tako da lahko malo tja pokukate, pa malo kaj dodatno naredite. Potem bi vas radi še opozorili, da, če niste prejšnji teden bili dosti pozorni, da smo prestavili oziroma premaknili prijavni datum za natečaje za prostovoljca v Mestni občini Celje. Tako da zdaj so prijave zbiramo do 30. aprila. Točen datum festivala prostovoljstva bo še pa najavljen naknadno. Tako da, če se še niste prijavili, pa če še ne veste, da bi se, zdaj imate idealno priložnost, da izpolnite prijavnico in prijavite nekoga oziroma vaše društvo za sodelovanje. Tako da, vse podatke najdete na naši spletni strani in pa na naši Facebook strani. To, kaj še poteka? Mi še vedno delujemo tako rekoč nemoteno z ostalimi projekti. Trenutno imamo dva projekta PEL in pa projekt Capacity Building, kolikrat sem zdaj rekla projekt v enem stavku. Tako da, ja, projekta PEL združuje v bistvu 4 partnerje, Slovenija, Bolgarija, Avstrija in Nizozemska. V bistvu je pa namen projekta izboljšanje kvalitete mladinskega dela in pa v bistvu krepitev vlog mladinskih vodij, da bi bili bolj učinkoviti pri spodbujanju participacije mladih. Medtem ko pa projekt Capacity Building združuje 5 mladinskih organizacij iz Slovenije, Bolgarije, Gane, Malavije in Tanzanije. In je namen projekta predvsem izmenjava dobrih praks med partnerskimi državami na področju aktivne mladinske participacije. Tako da mi smo full busy, full zaposleni še vedno. In tako da, če še karkoli rabite, smo še vedno dosegljivi, še vedno vam lahko pomagamo preko spleta nadaljavo. Na tem mestu bi pa rada pozvala vse mladinske organizacije, če ste v preteklosti kdajkoli že sodelovali v kakršnikoli strukturiranih dialogih, dobri praksi strukturiranega dialoga, da nam bi posredovali oziroma izpostavite kakšnega, ker zbiramo primere dobre prakse. Tako da, če bi bili zelo veseli, če bi se nam odzvali. Tako da to, jaz mislim, da sem povedala vse. Po moje. Tako da, še vedno velja, da ostanete doma, tule z mojim magičnim kuljem Harry Potterja, vam povem. Ostanimo doma, še vedno se dajmo zadrževati, kolikor se da v domačem okolju, razen če res ni nujno, ne gremo nikamor, da bojo ukrepi delovali in da bojo posledično bili hitreje mimo. Da bomo skupaj prišli močnejši iz tega časa, no? Tako da ostanite zdravi in se vidimo kmalu, upam. Tako da želim vam lep teden, preživite ga kar se da normalno in zabavno. Mi bomo tudi, pogrešamo vas, če še ne veste, upam, da vas vidi, da nas vidi tudi. In to je to. Mogoče sem malo preveč tresla, zato se telefon trese. Tako da, nič. Lepo se imejte, uživite in se vidimo. Čau!